sedaj predajam besedo svojim gostom. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim seveda najprej dekleti, Gabrielo in Mojco, ter tudi moška družba Silvester. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako ste? Odlično. Prišli ste iz Maribora, je tako? Ja. Pot je bila dobra? Ja, danes relativno. Relativno. Gabriela, pa bomo začeli s tabo. Silvester se po moje strinja, ne? Seveda. Predamo ženski družbi besedo. Boš malo povedala več o sebi. Jaz sem nekako napovedala, da bo nit današnje oddaje coaching, ampak ni samo to tisto, s čim se ukvarjate, tako. Ja, tako je. Jaz sem Gabriela Lukman, po izobrazbi sem magistrica psihologije. Dodatno sem se izobraževala tudi na različnih področjih, na področju neurolingvističnega programiranja, hipnoze. Trenutno delujem bolj na področju organizacijskega razvoja, se pravi, zaposlena sem v podjetju KHD Skupina, ker je tudi Silvester moj direktor in moj mentor. Tako sva se tudi mi dva spoznala. Mislim, da je bilo leta 2014 v sklopu mentorskega programa, katerega sem takrat vodila, in je Silvo bil moj mentor. Po prvi kavi smo ugotovila, da je kemija in lahko sodelujeva dalje, in od leta 2016 sem tudi zaposlena pri njem. Mi se ukvarjamo s coachingom, z treningi za podjetja, za posameznike, s psihološkimi testiranji, tako da na tem področju razvoja posameznikov ljudi pomagamo ljudem biti boljši. Tako. In z nami je tudi Mojca. Mojca, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ti si tudi nekako del uspešnega tima, ne, Silvester? Je tako, Mojca? Ja, jaz sem Mojca Žižek. Silvestra sem spoznala že, mislim, da kar nekaj let nazaj. Je bil pri nas na podjetju, na razne delavnice pri nas izvajal, potem coachinge in to, in potem smo nekako prišla tudi do tega, da sem mu zaupala še tudi na osebnem nivoju in smo začela z osebnostnimi coachingi, tako da tu Torej, Mojca je primer dobre prakse, Silvester. Ja, res je. Beseda je tvoja. Hvala. Ok, da se še sam predstavim. Moje ime je Silvester, oziroma marsikdo mi pravi Silvo skrajšano, tudi sam za ljudi, ki me poznajo, rečem Silvo. Po osnovni izobrazbi sem pedagog, čeprav kot takega tega dela nisem ravno kar dosti opravljal, ker me pot po igri slučaja, čeprav danes smo se naučili oziroma že vemo, da slučaja v življenju ni. Vsaka stvar se ti zgodi z razlogom. Me pot takrat v tistih letih, pred koliko je za tega, 28 let nazaj, pripeljala v prodajne vode in sem se takrat začel aktivno ukvarjati z prodajo. Moram seveda priznati, da mi je osnovno znanje iz področja pedagogike, seveda deloma tudi psihologije, zelo pomagalo pri tem, čeprav seveda tisto znanje niti slučajno ni primerljivo s tem znanjem, ki ga pridobiš kasneje. In potem sem po 20 letih aktivnega dela, enih 250 tisoč ljudi, ki je sedelo pred menoj in poslušale moja, kakorkoli to imenujemo, promocije, predstavitve, predavanja, kakorkoli. Za sabo imam enih 35 tisoč osebnih prodajnih razgovorov. Potem pa sem se pred 10 leti začel spraševati malo filozofsko vprašanje, zakaj ljudje v nekem trenutku svojega življenja sprejmejo neko odločitev in zakaj ne sprejmejo neke drugačne odločitve. In to je bil osnovni razlog, da sem se takrat seznanil prvič ker pač jasno, ko se začneš postavljati vprašanja, začneš tudi iskati odgovore. In tudi to je osnovna stvar coachinga. Sem prišel do neurolingvističnega programiranja, sem takrat v 3 letih naredil vse te stopnje, tudi coacha in pa trenerja. Tako da pri nas v Sloveniji, vse o tem bomo verjetno še kako besedo rekli, smo prišli do tega, da danes vsak ima 5 minut časa. Gabriela, sam zase. treba zdaj povedati, kaj je sploh coachinga? Obstaja kakšna slovenska beseda? Prevod? V bistvu ne obstaja. Coaching je, eni rečejo, da je svetovalna metoda, v glavnem to je metoda, ki ljudem pomaga dosegati boljše rezultate. Če vzamemo po eni strani psihološko svetovanje, ki tudi ni svetovanje, tukaj običajno mi s klientom rešujemo nek njegov izziv in z različnimi predlogi oziroma z različnim usmerjenjem ga pripeljemo do tega, da najde te svoje rešitve znotraj sebe. Coaching je v bistvu metoda, ki se pogosteje uporablja pri ljudeh, ki si postavljajo neke cilje. Torej
s coachingom jim pomagamo doseči določen cilj. Torej najprej, da najdejo svoje poslanstvo in potem korak za korakom. S coachingom seveda se lahko tudi rešujejo osebnostne izzive, to je tako, vendar je zelo pomembno, da oseba ima nek svoj cilj. Kot obljubljeno pred pozdravi naših sponzorjev, bomo sedaj predstavili primer dobre prakse. Ne, Silvester? Ja. Sabo si poleg seveda svoje poslovne partnerice pripeljal tudi Mojco, ki je sabo prinesla tudi knjigo. A ne? Pa boš Mojca malo več povedala o teh svojih prelomnih trenutkih in kako si ti našla svoje poslanstvo, postavila cilje. Ja, v bistvu na en način mi je Silvo tukaj zelo dosti pomagal in sicer je bil del mojega procesa ravno pri pisanju te knjige. Ta knjiga je bila lahko rečem kar terapija za mene, v bistvu osebna izpoved in z njo bi rada povedala, da ljudje v bistvu lahko naredijo čisto vse, če se le to želijo. Prepričanja so tista, ki nas v bistvu mrtvijo, imamo neke zakoreninjene navade in zaradi tega eni to uporabljajo kot razlog, zakaj nekaj ne moreš narediti, nekateri pa si vzamemo to kot motivacijo, ne? Da nas ravno taki določeni trenutki v življenju lahko motivirajo, da seveda v svojem življenju narediš neke bistvene premike, ne? V bistvu, kar mi je pri coachingu tudi dalo zelo dosti, je to, da sem se naučila nekako kontrolirati s svojimi čustvi, pa da sem v bistvu se res začela zavedati, da smo mi gospodar svojih misli. Niso oni naš gospodar, ne? Ker to v bistvu pri ljudeh je ravno tisto, kar nas dela uspešne ali pa neuspešne, ne? Tako da se ne nas zakoreninimo nekje. Tako da sem res vesela, da sem šla skozi ta proces. Knjiga pa je res ni bila niti pisana kot knjiga. Dala sem, pisala to, kar se mi je v življenju nekako vse skupaj dogajalo, določene traumatične zgodbe pa to. Lahko bi rekla, zaradi tega ne morem nič več narediti, pa sem končala svoje življenje. Pa me nekako to vedno motiviralo, da bom pa ravno zaradi tega stopila korak višje, ne? In tukaj so me ravno ta prepričanja stara dostikrat nazaj, pa sem šla gor pa dol, pa gor pa dol. Tako mislim, da vsi v življenju gremo gor dol. En del je tudi bil tam, mi je pripomogel, da sem potem knjigo v tiskani obliki dala ven, da bi tudi mogoče otrokom, jaz sem bila en del otroštva v mladinskem domu, da bi tudi njim dala zavedati, da lahko tudi oni v življenju uspejo in da lahko s tem, da si svoje prepričanja, kako naj rečem, da jih usmerijo v drugo smer samo, ne, si lahko spremenijo življenje in da pač zmore vsak vse, ne. Torej, vsebina Otrok sonca je tvoja življenjska, osebna zgodba, katero si delila z vsemi. Zaupaj mi, seveda meni in gledalkam in gledalcem, kdaj je bil tisti prelomni trenutek? Je to bilo med coachingom, po coachingu, da si ti pol našla to notranjo moč in šla naprej? V bistvu to se vse odvijalo eno z drugim, ne. Z Silvotom smo že prej leta in leta sodelovala in sem v bistvu takrat tudi v življenju prišla do ene take situacije, da sem bila res na tleh. V življenju sem že poskusila marsikaj, mislim, take terapije, pa nekako vse energije, pa vse to je v redu, ne, če imaš v glavi urejeno, ne. Tako da mislim, da če bi se vsi zavedali, da so oni gospodarji svojih misli, bilo dosti več uspešnih ljudi, pa ne bi bilo toliko depresivnih tudi ljudi, kako naj rečem, ne. Tako da depresija je verjetno posledica ravno nekih vzorcev, ki jih imamo, ne. Tako da Silvo, mislim, zdaj ne vem točno, ali smo že delali, mislim, da smo že delala takrat, ja. Mislim, ravno ko sem začela pisati, smo midva ravno takrat začela s coachingi, ne. Tako da verjetno bi se ustavila mogoče kje med pisanjem, pa ne bi šla dalje, ne. Tako da Silvo je tudi že takoj čistopis prebral, pa to, ne, da se je potem vse skupaj začelo na taki način odvijati, no. Pa še pride kdaj tak trenutek, da
da ni glih najbolje, Ja, kaj vedno. narediš v tistem Mislim, trenutku? vedno, ne, vedno. Še vedno, mislim, pridejo temni dnevi, ko si, ne vem, jaz včasih rečem, jo, danes sem spet neka depresivna, ne, ampak treba se je vstati, iti, ne vem, jaz si zdaj dam teniske, obujem, pa grem tekat, se mi zdi tek neki taki naravni antidepresiv, da več ne posegam niti po antidepresivih pa teh zadevah, zato ker vem, da sem jaz odgovorna za to, kaj se mi dogaja, ne. Definitivno pa pridajo taki dnevi, ne, pa si v službi malo stranke tak, pa prideš domov, pa tudi ni vse najboljše, ne, in potem Ampak sedaj imaš nekako orodja, orodja, s ja. katerimi potem lahko. A je tako? Dovoliš, da Seveda. dodatek? Se mi zdi pametno in koristno, da tisti, ki boste na tak ali na drugačen način vzeli v roke to Mojcino knjigo, njen uspeh v življenju ni samo ta knjiga, ki ga je napisala, temveč je tudi mama dveh čudovitih otrok, magistra ekonomskih znanosti in zelo uspešna poslovna ženska. Ja, to se mi zdijo tiste pomembne stvari. In jaz bom zdaj povedal eno stvar, ne, to, kar smo se, bom čisto direktno povedal, kar smo se tudi pred oddajo pogovarjali. Ko začneš ceniti samega sebe, pa ne precenjevati samega sebe, temveč se zavedati realnih stvari, ki si jih naredil, takrat te bo začelo ceniti in spoštovati tudi okolje. V druge skrajnosti pa ne bomo danes hodili, da se najprej razglasiš za nekaj, pa potem, če ti sreča nanese, to postaneš tudi. Si zelo vesel, ko vidiš ljudi, ki so bili pri tebi in potem delajo te korake, uporabljajo orodja naprej. Verjamem, da je to tudi zate motivacija. Jaz sem zelo odkrito povedal, verjetno eden redkih v Sloveniji, ki si upam to povedati javno in na glas. To, kar počnem kot coaching, ne govorim o podjetniškem svetovanju oziroma delu v podjetjih, ampak individualni coaching. Če bi moral od tega živeti, bi životaril. In imam srečo in priložnost, da je moje finančno stanje oziroma finančna situacija taka, da si lahko te stvari privoščim in da tega ne delam za denar. Seveda, jasno mi tudi to ljudje plačajo. Zakaj? Ker ko ti delaš z klientom in v klientu, tako zdaj gledam Mojco, vidim zaslužek. Tako dolgo ne morem delati, to je zelo, zelo odkrito in direktno povem, tako dolgo ne morem videti svojega rezultata. Oziroma ne bo klient dobil tega rezultata, ki ga v resnici lahko dobi. In pri mojih letih, pri vseh stvareh, ki si jih v življenju naredil, dosegel, denarja zaslužil, mi je največji užitek, ko vidiš, kako pomagaš ljudem. In če dovoliš, bi dal še en primer, enega fanta, s katerim sem tu delal leta nazaj, imel je 80%, se pravi dokazano, da ne sliši, čeprav medicinsko je bilo vse BP, se pravi, ni imel nobenih patoloških znamenj in potem smo delala coaching proces, ki je trajal sicer malo manj časa kot z Mojco. In fant, danes ni več fant, ne, seveda, danes je gospod star 35 let, ne samo, da popolnoma dobro sliši, temveč zraven tega je skozi ta proces, čeprav nismo delali na tem, ampak to je sprememba načina razmišljanja in prepričanj, o katerih je tudi Mojca govorila iz prakse, je shujšal, našel si je dobro službo, našel si je partnerko, s katero živi uspešno življenje še danes. Da lahko ti en coaching proces, ki traja lahko samo 10 ur, 15 ur, ti lahko v resnici za celo življenje naprej spremeni način razmišljanja. Ne želim pa nikakor, navezujem se na vprašanje, ki se je postavilo Mojci, ne želim pa nikakor ljudi narediti odvisnih od mene. Vem, da to nekateri počnejo. Moj namen pri coachingu je ljudi pripraviti na to, da bojo v življenju v takih situacijah, ki se dogajajo, tudi meni se dogajajo, da je težke preizkušnje, kakorkoli, da ljudje znajo v tistih trenutkih upravljati sami seboj. In Mojca recimo rekla, je tek, to pomeni. Jaz prosim gledalce, ne misli, da bo vsem tek pomagal. Tako. Nekomu bo pomagalo ležanje, nekomu bo pomagalo ribarjenje, nekomu bo pomagalo branje knjige. Vsak si mora najti svoje. Nekaj si prinesla s sabo, tako ja. Niso tvoje, ne? Pa tudi. Ja, zakaj? Sicer res ne vem, če je tu pravo mesto, da to rečem, ampak v bistvu mi psihologi velikokrat se povezujemo z dušo, torej tudi nas drugi povezujejo z dušo, ampak zadnje raziskave kažejo, da vse, kar se v našem telesu dogaja, se dogaja preko možganov in tudi mi se v zadnjih letih okvarjamo z možgani in manj s srcem. To je pomembno, da izpostavimo. Za vsaki občutek, za vsakim občutkom je tudi nek proces, ki se tukaj odvija
In je to en taki novi izziv, ki ga imamo psihologi, torej delo z možgani. Delo z možgani. Ja. Pa bi rekla, da opaziš na delavnicah, da ljudje bolj uporabljajo možgane kot srce. Ja. Ali nismo še v Sloveniji? Po delavnici zagotovo. Po delavnici zagotovo. Kaj pa pred? Je pa zelo različno. Zelo različno. Ampak recimo tvoje opažanja, pred in po delavnico, pred in po coachingom, so razlike? Seveda so razlike, ja. V prvi vrsti se ljudje začnejo zavedati lastne odgovornosti za svoje življenje, kar je tudi naš ključen namen. Da se oseba počuti dovolj močna in dovolj samozavestna, bi rekla, da samostojno živi svoje življenje in da ne čaka na neke zunanje vplive, da pač vplivajo na procese. Bi radi podjetja delala spremembe, spremembe lahko delaš samo na način, da najprej spremeniš razmišljanje. Ker ko spremeniš razmišljanje, spremeniš vedenje in vedenje rezultira drugačen rezultat, ne pa kontra. Ljudje pa pričakujejo, da bojo prišli enkrat k tebi in boš naredil, ne vem, bla, 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 hipnozo, coaching, karkoli in jim bo jutri življenje drugačno. Ne. Življenje ti bo jutri enako, če boš ti zjutraj enako razmišljal, kot razmišljaš danes. Se pravi, na kaj mi lahko vplivamo, če gledamo danes samo coaching proces, je natančno to način razmišljanja. Pa še to ne vplivamo mi, temveč mora oseba sama priti do tega, kar sama zase v resnici želi.